Dober dan, pozdravljam vas na okrogli mizi Vloga trajnostne mobilnosti pri pravičnem prehodu. Pogovarjali se bomo z dr. Matejem Gabrovcem z Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU in pa strokovno sodelavko društva Fokus Marjeto Benčina. Danes je promet v bistvu enem izmed največjih izzivov, ko skušamo naslavljati okoljsko in podnebno krizo tudi v Sloveniji. Iz sektorja prometa v Sloveniji izhaja skoraj tretjina izpustov toplogrednih plinov. Hkrati z negativnimi okoljskimi posledicami je prekomeren motoriziran promet povzroča tudi onesnaženje zraka in pa negativne vplive na zdravje ljudi, degradacijo prostora in tako naprej. Vse bolj pa problem postaja tudi družbene narave. Tako imenovana mobilnostna revščina postaja vse pomembnejši izziv za pravičen prehod, zato bomo danes na okrogli mizi razpravljali o rešitvah, ki so potrebne za hkratno naslavljanje tako družbenih kot tudi okoljskih izzivov. Če si sposodim besede dr. Kristel Legacy iz prejšnjega predavanja, ki je rekla, da ko ocenjujemo promet, se je potrebno vprašati, oziroma prometno ureditev, se je potrebno vprašati, čigavo mobilnost izboljšujemo in s kakšnim namenom. Zato bi morda prvo moje vprašanje bilo, čigavo mobilnost izboljšujemo v Sloveniji s trenutno prometno ureditvijo, kakšen je namen za tem in morda še pomembneje, koga pri tem puščamo za sabo. Ok, bom jaz začela. Hvala za vprašanje. Kljub vsem naporom, ki jih vlagamo v to, da bi bili čim bolj trajnostno mobilni, se mi zdi, da še vedno smo zelo proavtomobilistično usmerjeni in še vedno iščemo rešitve za to, da bodo tisti, ki vozijo avtomobile, srečni. Tule imamo v mislih predvsem zastoje, ki v Sloveniji še niti niso tako kritični, kot drugje po svetu. Smo v bistvu na zelo dobrem mestu, ko sem gledala eno rangiranje mest, smo bili zelo visoko, torej imamo nizke zastoje, ne preživimo spet toliko časa v avtomobilih, ko čakamo v prometnih konicah, ampak vseeno je še vedno vsa energija usmerjena v to, kako bomo reševali in zastoje in da bodo ljudje pač se lepo pripeljali od točke A do točke B v najkrajšem možnem času. Zadnjič sem poslušala profesorja, rečejo mu kolesarski profesor iz Nizozemske, Brummel Street, ne vem, če sem prav naglasila njegovo ime, je govoril o tem, koliko časa na radijskih postajah namenjamo vsake pol ure, vsako uro se javljamo in govorimo o zastojih, čeprav teh ljudi, ki na tisti relaciji čakajo v zastoju, ta informacija jim v bistvu ne pomaga, po drugi strani pa s to informacijami obremenjujemo še 85% ostalih ljudi, ki morajo to ves čas poslušati in to je tudi recimo dobra brezplačna reklama za avtomobilsko industrijo. Tako da ja, vse stvari izboljšujejo, sploh v kakšnih mestih je zelo veliko poudarka na trajnostni mobilnosti, ampak ko pa so prometni zamaški, vedno vsi skočimo pokonci in hočemo reševati in seveda tle tudi pride ta razprava o tem, kako moramo reševati prometne zamaške z širjenjem cestne infrastrukture in vlaganjem v cestno infrastrukturo. Pred kratkim je bila 50. obletnica začetka gradnje avtocestnega križa in je bilo vse tako zelo nostalgično, kako imamo mi dobro avtocesto, ki je v bistvu povzročila sem centralizacijo države, vsi se vozijo zdaj v Ljubljano, ampak ja, bil je zelo ta inženirsko-cestni, ne bom rekla lobby, ampak ta pridih slišati o tem, kako so ceste pomembne in kako moramo vlagati v njih in ni bilo nekega tega celostnega pogleda, kako moramo urejati prometno zaenkrat. Ja, bi mogoče jaz pogledal z neke druge strani, pa že malce nasprotoval samemu vprašanju oziroma že evropski politiki kot taki. Mi pogosto govorimo o mobilnosti kot vrednoti, ampak sama mobilnost ni vrednota sama po sebi, da se premikamo, ampak služi tega, da lahko
pridemo do nekih storitev, da zadovoljimo neke svoje želje. Ne? Torej, treba razmišljati o dostopnosti do šole, do delovnega mesta, do rekreacije in tako naprej. In razmišljati tudi v tem smislu, da organiziramo življenje na tak način, da so vse te storitve, ki si jih želimo zadovoljiti čim bliže. Ne? Se pravi, da tudi s prostorskim načrtovanjem dosežemo, da so poti čim krajše in da ne govorimo o mobilnosti kot taki, kot vrednoti, ampak mobilnost je zgolj sredstvo, da zadovoljujemo neke svoje potrebe. Super, hvala. Pa vendar, če govorimo o mobilnosti, nekako je občutek, da je to prednostno tudi problem globalnega severa, da promet globalno predstavlja 21% svetovnih emisij ogljikovega dioksida, pri čemer povprečen prebivalec ZDA porabi 4,7 tone CO2, medtem ko povprečen prebivalec Evrope porabi tam približno od 1 do 5 do 2 toni CO2, povprečen prebivalec Indije 0,2 toni. Zdaj, a lahko na nek pravičen način naslovimo te visoke emisije z področja prometa, brez da bi zmanjšali obseg mobilnosti, kot jo poznamo danes? Ja, jaz mislim, da zelo težko. Evropski cilji na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov so sicer za nas nevladnike še vedno premalo ambiciozni, ampak so kar ambiciozni glede na trende, ki jih imamo zdaj in nekako že vemo v ozadju, da jih ne bomo dosegli, če bo šlo tako naprej. Seveda je prvi korak, tako kot si omenila, potrebno bo zmanjšati obseg prometa. Zdaj z temi ekonomskimi modeli in sistemi, ki v bistvu zahtevajo nenehno rast, v bistvu tudi promet, ki povezuje vse sektorje, bomo več čas mogli povečevati. In ne vem, če obstaja kakšna tehnologija, ki bo lahko zmanjšala za 90% emisije do 2050 oziroma razogljičila prometne, ker pač o teh tehnologijah, ki se zdaj zelo veliko govori, o e-gorivih, o vodiku, to so tehnologije, ki še niso zelo dobro razvite in tudi niso primerne za vse oblike mobilnosti. Tako da ja, obstajajo pa seveda rešitve, ki so zelo dolgo znane, torej za krajše razdalje do 5 km aktivna mobilnost, pešačenje, kolesarjenje, za daljše, če govorimo o potniškem prometu, javni potniški promet, kar se tiče tovornega prometa, ja, bo treba tudi vzorce potrošnje spreminjati. Moramo se pač tudi zamisliti, kaj vse mi trošimo, iz kje prihaja vse blago, ki ga uporabljamo vsak dan. Tako da je to zelo prepleteno in kot je tudi že Matej prej rekel, je treba promet reševati celovito in tudi mogoče upeljati to prostorsko politiko v prometno načrtovanje oziroma jih združiti, integrirati, zaradi tega, ker če se moraš za vsak opravek, ki ga imaš, razmišljati, na kater konc mesta oziroma na kater konc države iti in nimaš teh pogojev, da bi imel zadeve, storitve, službo v bližini, je v bistvu, so v vsakem primeru potem nastanejo poti, ki so mogoče nepotrebne, no, in treba je pač tudi optimizirati vse te poti, ki so pač nepotrebne, ne. In treba je ne samo zmanjševati promet, ampak tudi naslavljati te negativne družbene vplive. Vemo, da so zelo veliki družbeni stroški zaradi prometa. Pred kratkim je bila ena študija od EFE, ki je za Slovenijo, imam zdaj podatke za Ljubljano, je na prebivalca 1500 evrov družbenih stroškov na leto, za prebivalca Maribora pa okrog 1000 oziroma nekaj več evrov. Tako da to so v bistvu kar veliki stroški, no, če jih preračunaš na vse prebivalce, so to kar visoki stroški in na koncu jih bomo pač plačevali vsi mi prebivalci, ne pa tisti, ki so se napačno odločili, ki so napačno več desetletij vodili prometno politiko. Ja, zdaj ena zadeva, ki je, ne, da so v bistvu vsi eksterni stroški prometa, onesnaženja, izpusti CO2 nekje premo sorazmerni z
razdaljo, ne. In bi rekel, že profesor Knoflacher je na predavanju, ki ga je imel v Ljubljani, omenil, pa je to splošno znano, da je v glavnem čas, ki ga namenimo za potovanje, bi rekel, v zgodovini konstanten, ne, razlika je samo v tem, da ker imamo sedaj boljša prevozna sredstva, hitrejša prevozna sredstva, da se v enakem času pripeljemo dlje. In to velja, bi rekel, tako za pot na delovna mesta, ne, kjer je zdaj povsem običajno, da hodimo na delo tudi 100 kilometrov daleč in je vedno večji delež takih ljudi v Sloveniji in postaja to nekaj povsem običajnega, ko se niti ne razmišlja, da bi se morda preselili blizu delovnega mesta. Ne, in je to, bi rekel, s predsednikom vlade na čelu do številnih ministrov. Vsi ti potujejo čez pol Slovenije dnevno, ne, in tako naprej. Ne. In seveda vsi ti, zaradi tega, ker imamo časovno nekonkurenčen javni promet, tudi seveda potujejo z osebnim vozilom. Ampak mogoče včasih celo preveč poudarjamo, bi rekel, prevoz na delo, ne. Seveda pridobili nismo nič, ne, če smo s tem rekli, s porabljenim časom, še vedno pač potujemo iz Nove Gorice 1 uro na delo, res pa si pač nismo privoščili iz Nove Gorice potovati, pa smo 1 uro potovali iz Vrhnika v Ljubljano. Recimo v času še pred, ko je bil na Vrhniku možen samo vlak pred avtomobilizacijo in tako naprej. Ampak to nam sicer, prednost tega je sicer to, da imamo večjo izbiro služb, če govorimo o službah, ne, ker seveda, če imamo svoj radij, kjer lahko pač pridemo na delo 100 kilometrov daleč, pomeni, da na tem območju je tudi več delovnih mest in da imamo večjo izbiro, ne. Se pravi, to je edina prednost, ampak kakovost življenja se pa ni nič boljšala, še vedno smo veliko časa porabili za pot na delo. Ampak stvar je pa na nek način bolj kritična pri prostočasnih aktivnostih. Tukaj bi se morali bolj zamisliti. Letošnja anketa o mobilnosti, ki jo je izvedel Statistični urad, ne, nam pokaže, da zgolj 40% potniških kilometrov naredimo za prevoz na delo Slovenci, zgolj 5%, seveda, ker je to manjši delež prebivalstva za izobraževanje, medtem ko 40% pa porabimo za prosti čas, nakupe in tako naprej. Ne, se pravi, približno enako časa uporabimo za prostočasna potovanja, nakupovanje, razvedrilo, obiske in podobno, kot pa za pot na delo, ne. Tukaj se pa zdaj lahko sprašujemo o racionalnosti. In recimo za pot na dopust, ne, seveda vsak, ko gremo na dopust, se nam zdi logično, da ne bomo dopustovali nekje 5 minut od doma, ker tako je vedno skušnjava, da bo šel domov nekam postoriti. Se pravi, vedno gremo na dopust, kot da se peljemo vsaj neke 2 uri daleč, ali pa vsaj 1 uro, ne. Se pravi, Slovenija, ko je država relativno majhna, smo potem že, če 1 uro potujemo, pa smo že kar od 8 že preko meje, zato Slovenci relativno malo dopustujemo v svoji državi. Ampak zanimivo je recimo, da še pred drugo svetovno vojno je bilo tako zanimiv, bi rekel, razvit letoviški kraj Šentlovrenc ob Temenici pri Trebnjem, ne, ki je z Ljubljane oddaljen nekaj 40 kilometrov. Tam je bilo urejeno kopališče s kabinami, gostinsko storitev in so hodili Ljubljančani pač tja z vlakom, ne, kar je pač takrat je vlak pač do tja vozil 1-2 uri, še danes vozi dobro uro, a ne, z avtom prideš pa zdaj v pol ure. In seveda ne gre za to, da tam v Temenici ne bi bilo lepo, ampak preblizu je to za Ljubljančana, ne, se pravi, moramo iti dol in ker gremo dol, se pač peljemo 2 uri, se pravi 2 uri z avtom pa pridemo vsaj 200 kilometrov daleč, ne, kar pomeni. Ja, vsaj, tako da, in s tem so pa seveda, bi rekel, vsi negativni učinki prometa pa v bistvu stopnjujejo. In zato bi bil zame, tako bi rekel, en kriterij in neka mobilnost trajnostna, to bi rekel neko razmerje, kako daleč je naš cilj in koliko časa tam preživimo. Ne, sigurno je netrajnostno iti na kavo v Portorož, za 5 minut se peljati 100 kilometrov daleč. Ne. Lahko bi rekli, je pač trajnostno do neke mere ali pa sprejemljivo, da gremo za vikend na morje. Ne. In če pa gremo popolnoma netrajnostno je, da se peljemo na drug kontinent za 3 dni, ne, bi rekel, že vikend v New Yorku je nekaj, kar je povsem nesprejemljivo in tudi vprašanje, ali nam je res prineslo tisto zadovoljstvo, da smo 2 dni na potovanju, tam smo pa samo 1 dan. Ne, se pravi,
bi morali postaviti nek kriterij vsaj za prostočasna potovanja. Če gremo daleč, potem tam ustanimo dalj časa, se pravi, če gremo na drug kontinent, potem bodimo tam, bi rekel, vsaj 14 dni, če ne en mesec. V mojih študentskih časih je bilo povsem normalno, ker je bil prevoz bistveno dražji, kot je zdaj letalski, glede na dohodke. Se pravi, nam niti na misel ni prišlo, da bi šli v Afriko ali pa v Azijo za en teden ali pa za 14 dni. Je bilo normalno, če smo pač investirali v potne stroške, da gremo tja za en mesec. Ne? In z vidika kakovosti življenja, tudi z vidika psihologi pravijo, da mora biti dopusti vsaj 14 dni, če ne 3 tedne, da se dobro odpočijemo. Dajmo se raje odločiti, da gremo enkrat na leto na dolg dopust, če gremo daleč v oddaljene kraje, ne pa da gremo 10-krat na leto po en teden na različne kontinente. Pa kvaliteta našega življenja ne bo padla, verjetno bo celo višja, ker se bomo bolj spočili in bomo s tem naredili manj eksternih stroškov pri prometu. Jaz bi se še to dodala, ki je opozoril tudi kolega, ki bi mogel biti danes z nami, Marko Petrlin iz ZIPOP-a, pa je zbolel, da v bistvu ni samo globalni jug, pa mi, ki smo na zahodu, ki več trošimo, ampak je tudi znotraj zahoda, so velike razlike. V Ameriki recimo 50% najrevnejših ima zelo nizek ogljični odtis v prometu, kar se tiče prometnih aktivnosti. Tako da problem so predvsem najbogatejši, ki pač si lahko privoščijo zelo veliko avtomobilov, težkih, velikih avtomobilov, letala, jahte in ne vem kaj še vse, ampak te neenakosti so tudi tukaj in tukaj ne moramo zdaj vse ljudi metati v isti koš, ker pač nižji pa srednji razred v bistvu niti nimajo tako velikega ogljičnega odtisa, ampak je pa en delček tistih, ki povzroča zelo velike emisije in ja, je tudi ta razlika. Ja, če se morda dotaknem tega, kako je bil včasih prevoz dražji. Nekako je znotraj okoljskega gibanja vse skozi prisotna ta teza, da so pogonska goriva prepoceni. Spričo vseh negativnih posledic, ki jih seveda prinašajo. Pa vendar, ljudje so velikokrat odvisni od motornega prometa za dostop do zaposlitve, zdravstva, izobrazbe, družbenega življenja, kakorkoli, in vsakršno povišanje cen močno občutijo, kar se dogaja ravno zdaj. Imamo pa na primer gibanja rumenih jopičev iz Francije iz leta 2018, ki je med drugim vzniknilo zaradi povišanja davka predvsem na dizelsko gorivo, ki je bilo nek ukrep tudi okoljske narave. Protestniki so poudarjali, da je nesorazmerno breme vladnih davčnih reform padlo na delavski in srednji razred, zlasti na podeželskih in primestnih območjih. Kako vi komentirate morda te ukrepe? Kje se je tu v Franciji zalomilo? Česa pri uvajanju teh ukrepov niso upoštevali? Ja, mislim, težko rečem, ampak so zelo velike neenakosti v Franciji, tudi v Sloveniji se poglabljajo, so čedalje večje, mislim, da indeksi vsako leto kaže, da so neenakosti večje. Recimo v Sloveniji 80% ljudi ima plačo, ki je podpovprečno plačo, tako da ta povprečna plača nam ne pove kaj dosti. 44% ljudi ima plačo, ki je polovica povprečne plače. In v bistvu, ja, to so vsi neki faktori, zaradi katerih pač ljudje nimajo denarja, potem po drugi strani je pa tudi komunikacija. Zakaj je prišlo do tega upora? Mislim, da tudi zaradi same komunikacije. Včasih bi ljudje, če bi bili bolj vključeni v sam proces, bi mogoče bolj razumeli, zakaj so potrebni višji davki. Gorivo je pa absolutno prepoceni in to, da vzamemo trošarine, torej davke na gorivo stran in še vedno omogočamo zaslužke dobaviteljem goriv, se mi ne zdi pametno in je tako zelo negativen ukrep, kar se tiče podnebnih sprememb. Ampak ja, kaj bi morali narediti, kaj bi mogel Macron narediti, kaj bi mogli vsi drugi narediti, ker se jim ljudje upirajo zaradi cen goriva. Mogoče začeti dolgoročno naslavljati neenakosti med ljudmi in gledati, da bodo njihove dohodki
zadostni, da jim to ne bo tako breme. Je pa pač res, da sploh recimo v Sloveniji namenimo, mislim, da največ v Evropi za mobilnost in to je pač velik strošek. Pri nižjem pa srednjem sloju se pa ta delež je še bolj izrazit, ker pač veliko denarja namenjajo za energijo pa za gorivo. No, seveda, ta iztočnica je bila zanimiva. Mi ves čas govorimo o tem, da bi energija morala biti dražja, da bi s tem ljudi spodbujali k bolj trajnostnemu načinu življenja. Zdaj, ko je pa kar naenkrat, bi rekel, prišlo do energetske krize, ki ima sicer tragičen razlog, pa se vse vlade trudijo, da bi pa zdaj preprečili te podražitev. In seveda zdaj ta podražitev bi lahko bila na nek način dobrodošla in bi bile lahko sedaj evropske vlade na bistveno boljšem položaju, kot je bil Macron pred leta 2018, kajti takrat so vsi protestniki vedeli, ja, predsednik vlade ali predsednik države je podražil gorivo, on je za to odgovoren, on se je tako odločil. Zdaj bi pa lahko, bi rekel, pa vse vlade skomunicirale, ja, poglejte, nismo se mi odločili, ampak pač nafta se je podražila na svetovnem trgu in tako pač je. Seveda, pa moramo vedeti, da vsaka taka podražitev pa lahko, bi rekel, prizadene tiste najrevnejše, ki dejansko nimajo nekih, bi rekel, finančnih možnosti prilagoditev, ki nimajo nekih prihrankov, ki se težko prilagodijo na drugačen način mobilnosti in tako naprej. Se pravi, bi bilo logično, da v taki situaciji ne dajemo ukrepov, da se država odreka trošarin in podobno, kot so delajo zdaj obe slovenski vladi na različne načine, ali da celo nižamo ceno dizla na avtocestah in podobno, ampak da te cene prepustimo trgu. Edino, kar bi se mi zdelo smiselno pri regulaciji cen, je to, da določimo neko maksimalno povišanje na mesec. Se pravi, mislim, da težko prilagodimo zlasti najrevnejši ali pa tudi, bi rekel, gospodarstvo, če se v enem mesecu poveča neka cena za 50%. Se pravi, dajmo določiti en prag, da rečemo na mesec se pa dobrine ne smejo podražiti več kot za 10%, ampak se pravi, če bi se podražile več, to zaustavimo, ampak dolgoročno se pa lahko vsak mesec da 10%, da se ljudje pač počasi vejo, ampak da se lahko pač prilagajajo. In kot je bilo prej rečeno, Marjeta rekla, da pač tudi v Ameriki so pač najbogatejši tisti, ki največ naredijo, bi rekel, izpustov, največ poti in tako naprej. Ti bodo še vedno preživeli tudi z višjimi cenami in se bodo morda začeli malce bolj racionalno obnašati, predvsem bi rekel pri prostočasnih aktivnostih in teh prostočasnih aktivnosti nima smisla, da jim subvencionira vlada. Medtem seveda tiste najrevnejše, ki so pa prizadeti, je pa potem v tem smislu smiselno pa reševati z nekimi socialnimi transferji. Se pravi, socialni transferi, jaz nisem strokovnjak, zato so verjetno preračunani na to, koliko minimalno potrebuje nekdo za, bi rekel, preživetje in za dostojno življenje, ki je sestavljeno z neko košarico stroškov dobrin. Se pravi, če se poveča cena energije, ki predstavlja 16% recimo stroškov, potem pač bi rekel te socialne transferje pač povečamo temu ustrezno, da lahko še vedno, bi rekel, ti kot to preživijo. Seveda, hkrati pa je treba pa seveda tudi povedati, da pa moramo najti tudi neke alternativne ponudbe. Se pravi, če pa damo dostopen in poceni javni potniški promet, v Sloveniji se javni potniški promet, saj medkrajevni avtobusni promet ima enako ceno že od leta 2007. Jaz, ki potujem z javnim prometom, se mi v zadnjih 15 letih stroški niso povečali, celo so v zadnjem letu drastično upadali, ker imamo zelo poceni vozovnice ob vikendih, znižala se cena terminskih vozovnic in osnovno se pravi meni mobilnosti stroški padajo v zadnjih letih, ker pač ne kupujem bencina. Ampak seveda, tudi tukaj imamo pač težavo, ker
Jaz si lahko pač privoščim, da nimam osebnega avtomobila, ker pač živim v Ljubljani, delam v Ljubljani in si pač življenje lahko tako organiziram. No, ampak tudi marsikateremu Ljubljančanu je to nepredstavljivo, da bi bil brez osebnega avtomobila v družini. Ne pa, jaz sem tudi, ko so imeli male otroke, nisem imel, se prav sem preizkusil, da je pač ta varianta izvedljiva. Ampak seveda tisti, ki pa živi na podeželju, ki nima dostopa do javnega prometa, mu pa nič ne pomaga poceni javni potniški promet, če ga pač tam ni. In on se pa mora z osebnim avtom voziti, če nekje tako. Se pravi, tudi bi rekel, neka regulirana nižja cena javnega prometa ne pomaga, se pravi, je treba tudi, bi rekel, ponudbo javnega prometa izboljšati. In seveda komunicirati, ne, v tem primeru, ko se dražijo energenti, namesto da država vlaga v to, da subvencionira trgovce ali da se odreka dajatvam, kot so delajo zdaj naši dve vladi v tem letu, sicer na različne načine, a ne. Dajmo raje reči, dajmo pa zdaj ta denar namesto, da ga namenimo za subvencioniranje goriv, pa za povečanje kakovosti javnega prometa, se pravi za subvencioniranje cene, če je potrebno, predvsem pa za izboljšanje storitev. Ja, v bistvu javni potniški promet kot eden glavnih stebrov pri tem pravičnem prehodu. V Sloveniji se je v zadnjih vladah zelo pogosto uporabljal ukrep nudenja brezplačnega javnega potniškega prometa za določene segmente prebivalcev, za študente, za upokojence. Bi vprašala, če se vam zdi to primeren ukrep in pa če ima morda kakšne implikacije na nek pravičen prihod, mogoče Marjeta? Ja, mislim, ne, meni se ne zdi brezplačen javni prevoz za vse primeren ukrep. Tudi to, kar je že prej Matej rekel, če ima en upokojenec, ki živi v mestu, je verjetno tudi boljše situiran, ima boljši dostop do javnega prevoza in ima v bistvu neke ugodnosti. Nekdo, ki pa živi nekje na enem odročnem kraju, imamo veliko razpršene poselitve, pa nima javnega prevoza, mu ta ukrep v bistvu ne pomaga, pa ga bi mogoče rabil veliko bolj, oziroma rabil bi pač učinkovit in frekventen javni potniški promet. Tako da tudi po drugih državah, kjer so uvedli brezplačni javni potniški promet, v Estoniji recimo, v Talinu, so ugotovili, da se je povečala njegova raba, ampak so gor prišli predvsem tisti, ki so prej hodili peš, ker so pač imeli na voljo brezplačen prednosen javni potniški promet. Po drugi strani pa niso dobili tistih, ki bi jih najbolj potrebovali, to so pa pač vozniki avtomobilov. Tako da večkrat ta ukrep ni najboljši. Te neki bombončki in bombonjerce kažejo na to, da to delamo tako zelo brezglavo, sprejemamo te ukrepe, nimamo pa neke resne strategije, kako bomo sploh v Sloveniji, ker je javni potniški promet še vedno se ga zelo malo uporablja in je v zelo slabem stanju in zelo malo ljudi se z njim vozi, sploh če govorimo o delovnem aktivnem prebivalstvu. Nimamo neke resne strategije, kako ga bomo rešili oziroma kako bomo privedli ljudi, da ga uporabljajo. Tako da načeloma, ja, naj bo zastonj za tiste, ki to potrebujejo, ampak boljše pa je, da se poberejo tiste vozovnice, tisto nekaj malega denarja od vozovnic, ker pa mogoče včasih tudi ni toliko zanemarljivo, pa se vlaga potem v izboljšanje javnega potniškega prometa. Pa pri nas se je sicer že malo stanje izboljšalo, ampak še vedno so terminske vozovnice dosti drage in se jih ljudje ne kupujejo. Terminske, mesečne, letne vozovnice so še vedno zelo, imajo visoko ceno, recimo v Ljubljani je letna vozovnica 365 €, kar je isto kot na Dunaju, ker je ponudba 100-krat boljša. In pač seveda si ljudje ne bodo kupili letne vozovnice za tako ceno. Tako da ja, delati te ukrepe v smislu izboljšati javni potniški promet, izboljšati njegovo dostopnost, učinkovitost, več ljudi privabiti z cenejšimi terminskimi vozovnicami, ki pomeni, da jih bodo bolj redno uporabljali. Vsekakor pa se mi ne zdi, da je brezplačni javni prevoz za vse v redu ukrep.
Jaz se tukaj strinjam z Marjeto, bi pa povedal, ko so bile uvodoma omenjene, tudi bi rekel poceni študentske vozovnice in dijaške, da ta ukrep se je izkazal kot zelo učinkovitega. Se pravi, v Sloveniji imajo zdaj, bi rekel, dijaki in študentje mesečno vozovnico za 25 evrov, ki po novem celo velja na območju celotne Slovenije. Bolje v detajlih neki posebnosti z mestnim prometom, ampak 25 evrov je, bi rekel, tista cena. In ta cena se dejansko pokazala kot učinkovita, kajti pred uvedbo te vozovnice, ki je bila uvedena pred 10 leti približno taka cena, je bila zelo razširjena praksa, da so se že dijaki v 4. razredu gimnazije oziroma srednje šole začeli voziti v šolo z avtomobili in seveda je bilo to, bi rekel, ekonomsko upravičeno in ceneje. Bi dal samo primer svojega nečaka, ki se je vozil iz Logatca v Idrijo v gimnazijo, in takrat je bilo za to relacijo Logatec-Idrija cena mesečne vozovnice za dijake 100 evrov, ki je bila že subvencionirana. Seveda je bila takrat cena odvisna od socialnega statusa, ampak vendarle bi rekel, moj brat je pač gimnazijski učitelj, kakšne so plače, se pravi, ni glih tak, imel zelo visoke dohodke, pač bi rekel nekaj nadpovprečne, se pravi, pri takem dohodkovnem razredu je bilo za otroka cena 100 evrov. In moj nečak je takrat že dobil od starega očeta en star avto, pa je načrtoval, zdaj se pa on vozil z avtom, bo peljal še 3 sošolce, ki mu dodali za bencin in se bo peljal cenej. In potem seveda, ko je prišlo do tega ukrepa, bi bila njegova ponudba sošolcem dražja, kot pa tistih 25 evrov, kot je po novem stala pač vozovnica na relaciji Logatec-Idrija in iz te zgodbe ni bilo nič. Se pravi, bi rekel, ta pocenitev je dejansko odvrnila dijake, da bi se vozili z avtomobili v šolo, se pravi, imela tudi z okoljskega vidika in seveda tudi z socialnega zelo pozitiven ukrep. Se pravi, bi rekel, neka poceni vozovnica, ki je konkurenčna stroškom avtomobila. Smiselno je, da tudi, ker vozniki, kadar računajo, kakšni so stroški, navadno računajo samo gorivo, ne pa amortizacijo avtomobila. Se pravi, če hočemo določiti psihološki efekt, po eni strani moramo seveda ljudem prikazati dejanske stroške, po drugi strani bodo šli pa na javni promet samo v primeru, da bodo stroški nižji, kot je pa cena bencina. Se pravi, pocenitev v tem smislu tega velikostnega reda je smiselna in se po študentih in dijakih pokazala kot zelo učinkovita. Pri upokojencih se pa strinjam in bi jaz tudi pri upokojencih predlagal, da imeli neko podobno tarifo, se pravi, da ravno tako plačajo nekih 25 evrov za mesečno karto ali pa tega velikostnega reda. Se pravi, tisti, ki to ne zmorejo, treba to reševati z socialno politiko, ne pa z mobilnostno politiko, kajti sedaj je pokazalo, da je bilo zelo veliko teh voženj porabljenih za to, da se vozijo na morje, se pravi, bi rekel, zasedenost avtobusov iz Ljubljane v Piran se je povečala 10-kratno, prevozniki so uvedli nekih 5-6 dodatnih dnevnih voženj, vsega skupaj je pa že prej bilo samo njih 6, se pravi, se je za 100% povečala ponudba, s tem, da je bila prejšnja zasedenost avtobusov nekih 15 v povprečju na vozilo, zdaj so pa nekateri povsem polno zasedeni, že pomanjkanje kapacitet, včasih ne prideš gor, se pravi, je spodbudil neke te dodatne vožnje. Po drugi strani pa tistim upokojencem, ki pa živijo nekje na podeželju, pa to nič ne pomaga, ker po bližini svojega doma nimajo storitve. Medtem ko pa upokojenci, ki pa živijo v Ljubljani, so pa že prej imeli mesečno karto po Ljubljani za 20 evrov in tukaj je bil pa zdaj, bi rekel, velik izpad dohodka za mestnega prevoznika, ki pa se zdaj vozijo za ston. No, ta izpad je pač pokrila država, ker pa zdaj mestnemu prevozniku to plačala. Ampak je bilo s tem, bi rekel, kar velik izpad prihodka iz državnega proračuna, pri tem, ko verjetno en velik delež teh upokojencev, ki so 20 evrov dali za mesečno karto, in to ni bil nek finančen problem. In tudi marsikdaj, ko smo se pogovarjali s kakšnimi starejšimi na podeželju, so v glavnem rekli, se mi smo pač pripravljeni plačati javni prevoz, ampak ga nimamo. Seveda si pa ne morejo privoščiti, pa da bi plačali pa nek taksi, da bi se vozili po podeželju, ker tam so daljše razdalje, poleg tega pa niti taksi storitev v podeželskih občinah navadno niti ni. Se pravi, ne poceni, ampak
Mislim, ja, poceni, ne pa brezplačen, ampak tudi boljša storitev, se pravi, da je vsakemu omogočena mobilnost. Mogoče, če bi vas na tej točki, doktor Gaberec, vprašala glede vračila nadomestila za prevoz na delo, ki se vedno pri vprašanjih trajnostne mobilnosti v Sloveniji pojavi. Namreč v Sloveniji so delodajalci krijejo del stroškov prevoza na delo in ta ureditev nekako se dojema, kot da še bolj negativno vpliva na že tako razpršen prostor v Sloveniji. Vlada je v okviru ukrepov za naslovitev visokih cen pogonskih goriv po vračilu stroškov prevoza na delo, ki se ne všteva v davčno osnovo, zvišala iz 0,18 na 0,21 evra za kilometer. Zdaj me zanima nasploh, kako se vam zdi, kako bi komentirali prvo pač sploh, da imamo nadomestilo za prevoz na delo, je to nekako pravična ureditev in pa kako komentirate to povišanje te kilometrine? No, zdaj ta ureditev je problematična z tega vidika, da če ljudem plačamo stroške prevoza na dela glede na razdaljo in da to plačamo dobro, potem pomeni, da tisti, ki se dobro organizirajo in so daleč, se pravi, če se peljejo 4 skupaj v osebnem avtomobilu, kar je z okoljskega vidika sicer bi rekel dobro in pohvalno, ampak pomeni, da dejansko dobijo potem za prevoz na delo plačano več, kot pa dejansko porabijo. Kar pomeni, in sindikati vedno to zagovarjajo, da je to pač dobro, da je to pač nek socialni korektiv za tiste najnižje plačane. Kar je sicer res, ampak če pa govorimo o pravičnosti, pa ugotovimo, da pa pri tem pa takrat, ko potegnejo, bi rekel, slabo plačani delavci, ki živijo zraven tovarne, kajti ti pa ne dobijo plačanega prevoza na delo. Se pravi, ne morejo pri stroških na delo ničesar prihraniti in zaradi tega tudi nimajo nobenega socialnega korektiva, ki je pogosto v sindikalnem boju bil kot edini argument, zakaj moramo pač to zadevo ohraniti. Druga težava pač je, da če imamo plačan prevoz na delo, potem se nam ekonomsko splača odseliti v kraje, ki so oddaljeni od delovnega mesta. V Ljubljani je bilo zelo pogosto, bi rekel, so se številni odselili v kraje, kot so Postojna, Spodnja Savinjska dolina, v 70 kilometrov oddaljene kraje. Seveda tam so nepremičnine tudi 50% cenejše kot pa v Ljubljani, pot na delo nam je pa plačal delodajalec. In če smo se dobro organizirali, smo lahko pri poti celo nekaj zaslužili, se pravi, lahko smo, bi rekel, preko prevozi.org druge v svoj avto vzeli, pa smo s tem zaslužili, ali se nas je več skupaj peljali. V vsakem primeru, se pravi, je bila to za tistega, ki se je preselil v te kraje z vseh finančnih vidikov, bi rekel, dobra investicija, in smo dobili, bi rekel, bolj netrajnostni poselitveni vzorec in daljša potovanja, ki smo jih s tem ukrepom, bi rekel, še dodatno pospeševali. Zdaj seveda ta ukrep ima tudi dobro plat, seveda, ker pač omogoča, da lahko ljudje ostanejo na svojem domu, tisti, ki so res, bi rekel, nekaj, bi rekel, daljenejših kraj na podeželje, če ne bilo tega mehanizma, pač tam ne bi mogli preživeti, ker pač ne bi pri nizkih plačah si ne bi mogli privoščiti tako velikih stroškov. Se pravi, tukaj sigurno, to bi rekel, za ohranitev poseljenosti podeželja, ohranitev kulturne pokrajine, to dober ukrep, ampak je pa zdaj sprožil obraten proces, da so ljudje začeli izseljevati v oddaljene kraje. No, mi smo zaradi tega v okviru projekta Life Care for Climate naredili, bi rekel, neko analizo, bi rekel, te zadeve in tudi svoje predloge in smo rekli, dobro, ljudem dajmo omogočiti povrnitev stroškov prevoza na delo, ampak samo, bi rekel, na trajnostni način, se pravi, dajmo jim plačati toliko, koliko stane javni promet, Predlagali pa smo, da zadevo čim bolj poenostavimo, se pravi, da ni tako, da bi zdaj
Zdaj je postopek, no še to bi omenil, prej postopek administrativno zelo zahteven, se pravi, vsak delodajalec mora zbrati podatke o oddaljenosti v javnem sektorju, imamo še posebej zapleten software, celo moramo meriti vsako smer posebej, kako je dolga pot, če je bilo mogoče 500 metrov razlike zaradi neke enosmerne ulice in podobno, se pravi, veliko nepotrebnega administriranja. In pa seveda tudi to, da nekdo, ki je delač, dobi večje nadomestilo, ponavadi v javnem sektorju ni problem, ker delodajalec ne gleda prav dosti na stroške, medtem ko tudi v zasebnem sektorju so po kolektivnih pogodbah delodajalci dolžni plačati prevozne stroške in zato se pa potem dogaja, da pa delodajalec tistega, ki je iz oddaljenega kraja, pa sploh noče zaposliti, ker reče, ja, ti si pa zame predrag, ker sem ti dolžan plačati potne stroške, in bom vzel raje tistega, ki je pač bliže. Se pravi, se pokaže, da je ta ukrep finančno ugoden za tistega, ki je že zaposlen za nedoločen čas in mu to pač pripada, za tistega, ki pa še ni vstopil na trg dela, je pa seveda ta ukrep slab, ker zato težje vstopi na trg dela, ker je za delodajalca dražji. No, mi smo zato predlagali, da bi uvedli poceni mesečno vozovnico Slovenija, ki bi bila za zaposlene 50 €, se pravi približno dvakrat dražja, kot sem prej govoril, pri študentih. Se pravi, kdorkoli se lahko za 50 € mesečne karte pač pripelje in tako je tudi nadomestilo za pot na delo, ki je pol pač za vse enako in je pač to 50 €. Hkrati pa rečemo, ja, vsak naj pa vendarle poskrbi za, bi rekel, prvih 5-10 kilometrov poti svojega žepa oziroma ne bo ta strošek že vključen, bi rekel, v neko osnovno plačo. Se pravi, tisti, ki je v nekem oddaljenem zaselku, ne pride 5 kilometrov do neke večje železniškega postaje, če nima pač javnega prometa dobrega doma, do nekega koridorja javnega prometa, kjer je dobra storitev. In od tam pa potem prevoz za 50 € na mesec. Kar seveda bi pač pomenilo, da bi morali pa seveda tudi omogočiti, da dejansko ima vsak v oddaljenosti največ 10 kilometrov nek dober javni potniški promet. Sicer je seveda to spet krivično, če eden to ima, eden ne, se pravi omrežje toliko izboljšati. In pa seveda težava na drugi strani je pa lahko še večja, če lokacija delodajalca ni dostopna za javnim prometom, kar je pa tudi, bi rekel, zelo veliko primerov raznih obrtnih con. Se pravi, v tem primeru sem pa ocenil, da pa tudi ta ukrep lahko bi bil krivičen, da rečemo, damo ti samo 50 €, ampak kaj ti pomaga, mi lahko pričakujemo od človeka, da pride z avtom do prve postaje, ampak če pod postaje vlaka ne more priti do obrtne cone, pa mora pa celo pot z avtom, ne more samo drugi del poti z avtom. Se pravi, bi pa lahko s tem na nek način prvič naredili dva ukrepa, da je investitor v neko obrtno cono dolžan zagotoviti tudi povezavo z javnim prometom, če pa na neki lokacija dejansko ni dostopna z javnim prometom, kar se lahko zgodi v nekih posebnih primerih, tudi v primerih kakšnih carinikov, ki morajo delati na mejnem prehodu, kjer pač javnega prometa ni ali kaj podobnega. V tem primeru bi pa potem lahko dobili zaposleni kilometrino, če pač dejansko njihovo delovno mesto ni zaposleno, drugače pa naj dobijo vsi 50 €, ampak seveda ob predpostavki, da imamo ustrezno kvaliteten javni potniški promet, zato smo tudi za ta ukrep tako predvideli neko prehodno obdobje, v katerem se pač tudi javni promet izboljšuje. Ja, mogoče zadnje vprašanje, preden odpremo prostor za vprašanja iz publike. Je v pravični tranziciji prostor tudi za električni avto? Ja, v bistvu, tako kot smo že prej rekli, najprej moramo zmanjšati promet, to bi mogel biti prvi korak. Seveda so električni avti učinkoviti, ampak mogoče prestopni motorizacija, ki imamo v Sloveniji, ki mislim, da je zdaj okrog 560, 555, nekaj takega, se moramo vprašati, če res rabimo toliko avtomobilov. Mi imamo 1 270 000 avtomobilov, nas je 2 milijona in vse to zdaj elektrificirati oziroma zamenjati za električne avto nima smisla in je treba pač res narediti premislek. Najprej, kako zmanjšati vso to prometno aktivnost, potem pa
najprej elektrificirati javni potniški promet, narediti ga učinkovitega in potem seveda bodo ostale neke skupine, ki bodo rabile avtomobile, bodi si gre za neke odročne kraje, bodi si gre za starejše, tudi staramo se, čedalje več bo tudi najbrž potrebe, da se prepeljemo od vrat do vrat. Tako da, ja, obstajale bodo še vedno neke potrebe po avtomobilih in takrat se mi zdi, da električni avto je veliko bolj učinkovit kot ostala vozila. Je pa tudi res, da se moramo malo oddaljiti od tega lastništva avtomobilov in tudi začeti razmišljati o drugih shemah, o deljenju avtomobila, o car sharing shemah, ki v mestih zelo dobro lahko delujejo, če je ponudba dobra in pač ljudje, kot je že prej Matej omenil, zelo veliko namenijo za vzdrževanje, za lastništvo avtomobila. Mi smo tudi naredili en kalkulator stroškov avtomobila, ki smo v bistvu za neki najcenejši model Clio ugotovili, da pri neki čisto povprečni porabi slovenski namenimo na leto skoraj 4.000 evrov za to, da imamo avto in za gorivo. Tako da te stroški so zelo visoki in pač ja, moramo začeti razmišljati, kako se oddaliti od lastništva, ne pa samo razmišljati, na kak pogon bo naše vozilo. Tako da, ja, električni je, ampak pod nekimi pogoji. Je pa tudi res, da imajo slabe strani od vira, torej od kje dobivamo baterije, zelo malo je še recikliranja baterije. Pa potem tudi, ja, kaj bomo z vsemi temi baterijami naredili, ko bodo odslužile svoje. Tako da so neke negativne stvari, ampak če ga pa primerjamo električne avte z avtomobilom na fosilni pogon, je pa seveda zmagovalec. No, zdaj seveda, kot je že rekla, pač Marjetka, električni avtomobili so pač motorji bolj učinkoviti kot na notranje izgorevanje, se pravi so z okoljskega vidika boljši. Seveda je pa zdaj vprašanje, kakšno ima pa politika države, bi rekel, za spodbujanje te elektrifikacije, subvencij in podobnega. Tukaj moje mnenje, dajmo najprej elektrificirati železnice, če imamo nek denar na voljo za elektrifikacijo prometa, kajti železniški promet je že tako bolj učinkovit in zakaj bi tam vozili dizel vlaki, poleg tega so električni vlaki bolj učinkoviti kot električni avtomobili, ki ne potrebujejo baterij, ker vemo, da je tudi veliko stroškov pri baterijah proizvodnje in tako naprej in podobno, medtem ko pri električnih vlakih imamo neposredno napajanje, se pravi, nema prednost, bi rekel, elektrifikacija železniškega prometa, v mestih bi lahko bil tudi tramvaj. Včasih smo imeli trolejbuse, pa se je na nje v Evropi povsem pozabilo, pa mogoče malce po krivici. Seveda trolejbusi, bi rekel, prejšnjih generacij so imeli pač to slabost, da če bo kakšno delo na cesti, pa se ni mogel umakniti pa tako naprej. Ampak tudi današnji trolejbusi so boljši, ki imajo vendarle deloma, tudi če kakšen akumulator, se pravi, če kakšna ovira na cesti se lahko umakne, pa se naprej na elektriko vozi, ampak so vendarle ta akumulator lahko z bistveno manjšo kapaciteto, kot pa če bi imeli električen avto. Torej tudi o tem bi kazali razmisliti, nisem sicer kakšen strokovnjak za tehnologijo. Ampak po drugi strani bi morali pa zdaj pri subvencijah osebnih vozil pa dajati prednost, bi rekel, tistim, ki so recimo nekje v car sharing schema pred, bi rekel, zasebno uporabo. In kot druga stvar bi morala po mojem biti pogoj za subvencijo vozila odjava nekega slabšega vozila iz prometa. Se pravi, da ni zdaj, da jaz dobim subvencijo vozila, pa da je to novo vozilo, še vedno pa obdržim v gospodinjstvu dva prejšnja na notranje izgorevanje, ampak da dobim subvencijo za električno vozilo samo v primeru, če odjavim neko vozilo, ki je pač slabše od tega, se pravi, da je to spodbuda za prehod. V nasprotnem primeru lahko pa morda bo celo kdo iz javnega prometa šel na električen avto, ker bo ta cenejši, pa bo rekel, zdaj se pa tudi jaz trajnostno gibljem, grem z električnim avtom, prej sem šel pa z avtobusom na dizel. Tako da ne bi prišlo do kakšne
take filozofije. Torej, biti zelo previden pri tem prehodu, ne? In pa seveda, vedno je pa treba malo gledati na dobro skomunicirati zadeve, na učinke, ne? Pri nas je bilo tako zanimiva zgodba, ko so v Mariboru pred leti uvedli tako imenovano ekološko cono po vzoru nemških mest, kar je pač pomenilo, da če imaš nek neustrezen avto z notranjim izgorevanjem starejše generacije, da nimaš vstopa v mesto. Zgodba je bila sicer taka, da so potem naredili toliko izjem, da tako ali tako ni bil noben prizadet. Zadeva je potem po ne pol leta itak propadla, ampak glavni argument proti temu je pa bil, da smo pa s tem prizadeli socialno najšibkejše, ki pač imajo take dizle, da bogatejši si pa lahko boljše avtomobile kupijo, ne. Ampak tukaj pa zdaj pa spet bil zanimiv komentar, ko smo se pogovarjali z enim Špancem, prometnim strokovnjakom, pa mu jaz povem to zgodbo, pa je rekel, tako začudeno pogleda, pa reče, no, ampak pri nas pa reveži nimajo avtomobilov, ne. Se pravi, ni s tem problem v sociali, ne. Torej se moramo zavedati, da nam gre Slovencem zelo dobro, da imamo še vedno, bi rekel, relativno visok standard, da si lahko privoščimo avtomobile, ne. In seveda je pa res, ne, da si potem revnejši prebivalci ravno mogoče zaradi slabe ponudbe javnega prometa na podeželju, in ker imamo tudi večji delež podeželskega prebivalstva kot druge države Evrope, kjer težje preživimo brez avta, avto pač potrebujemo, zato imamo pač več, zato imajo tudi revni avtomobile in morda tisti, ki imajo revni avtomobile, imajo pa zato potem dejansko pa težave, da jim zmanjka denarja za hrano ali pa za druge dobrine. Se pravi, tudi ne smemo tega tako zelo poenostavljati, ne. Ampak hočem reči, da moramo biti pri teh ukrepih zelo previdni, ne, ampak vendarle na področju je treba na nek način malo ločevati, bi rekel, prometne, mobilnostne ukrepe od socialnih ukrepov, ne. Na področju prometa dajmo spodbujati električne avtomobile, ki so morda za koga dražji, samo če zdaj zaznamo, da bo s tem prizadeto socialno šibkejše prebivalstvo, dajmo to reševati s socialno politiko, ne pa da se zaradi tega odrečemo prometni politiki. Hvala. Je kako vprašanje iz publike? Hello. Yeah, I'm Kaya, and first of all, thank you so much for your roundtable and your insights. I wanted to ask about how, you started your discussion with saying that generally we should have less travels, because you were comparing it how it was before, because you were just living closer to the city where you worked. And now you said, okay, maybe we should just do one travel for leisure-wise to another continent, and then for a longer time. So we should do less travels in total. And then you were continuing talking about the different measures of, okay, how do we make people commute to work sustainably? And I was wondering if you also incorporate your initial thought of making them just travel less in your strategy. Do you incorporate the thought of remote work, or just not only subsidizing the use of fossil fuel driven cars by public transportation or electrified cars, but also generally the approach of less travels? Is that understandable? Ja, v bistvu zelo malo je teh strategij, kako nasloviti zmanjšanje prometa. Tudi zdaj recimo v času covida so pač vsi, ki so lahko, so delali od doma. In recimo v javni upravi, v javnem sektorju je bila to zelo dobra praksa. Ampak kaj se je zdaj zgodilo, zdaj pa spet vsako ministrstvo po svoje si razlaga in si svoja pravila izmišljuje,
kater dan v tednu pa mogoče bi jim pa dovolili, kdaj pa morajo nujno priti. In tako slišim zelo različne zgodbe z različnih sektorjev, z različnih ministrstev, zdaj govorimo o javni upravi, ko v bistvu imajo na voljo vso infrastrukturo, da izvajajo delo nadaljavo, pa še vedno ali ne zaupajo delavcem, skratka se ne poslužujejo tega, ampak bi v bistvu zelo zmanjšali prevoze na delo. Čeprav teh prevozov ni veliko. Verjetno obstajajo pa tudi še kakšne druge družbene prakse, s katerimi se zmanjša število poti. Mogoče imaš še ti, Matej, kaj? No, seveda, jaz mislim, da v vsakem primeru v tistih poklicih, kjer je to smiselno, je delo od doma vsaj v določenem obsegu smiselno. Verjetno je težavno, da bi v celoti delali od doma, ker nekaj osebnega stika rabimo, ampak če zdaj razmišljam, bi rekel, v svojem sektorju raziskovalne dejavnosti v primerljivem inštitutu v Avstriji, s katerim smo sodelovali, so že pred covidom imeli pravilo, da so lahko 2-krat ali 3-krat na teden delali doma, 2-krat na teden so imeli pa določeno, da pa morajo obvezno priti na tiste 2 dneva, so potem skoncentrirali vse sestanke. Torej v vsakem primeru bi rekel, so take stvari smiselne in je treba ljudem ponuditi, bi rekel, to možnost. Seveda se pa treba tudi zavedati tega, da morda pa marsikdo pa nima doma ustreznih delovnih pogojev. Se pravi, da ne bi zdaj pač izpadli, da bi pa delodajalci kar rekli, zdaj pa morate delati doma, marsikdo, ki ima majhno stanovanje, veliko družino, zato nima možnosti in bo pol manj produktiven. Se pravi, tudi tukaj treba biti zelo previden, ampak seveda tistim, ki to želijo, predvsem tistim, ki daleč stanujejo, tudi bi rekel, na našem inštitutu smo že pred covidom dopustili tistim, ki so stanovali več kot 100 kilometrov daleč od inštituta, da so hodili samo 2-krat na teden na delo in so to pač možnost imeli. Ampak bi rekel v nekem jasnem dialogu. In pa seveda, prej, ko smo govorili o stroških prevoza na delo, zdaj se pa celo pojavili pri nekaterih, ki so bili prisiljeni delati doma, pa so bili zelo daleč, pa so prej s prevozom na delo zaslužili, so pa rekli, da se mi pa nasplača več biti tukaj v službi, ko premalo zaslužen, ko nima več zaslužka od prevoza na delo. Sem slišal tudi za en tak konkreten primer. Zaradi tega je seveda potem, lahko so tudi tukaj neke špekulacije, pa bo nekdo rekel, no, zdaj se mi pa splača priti na delo. Zaradi tega smo v tistem, bi rekel, modelu povrnitve stroškov na delo tudi rekli, ja, dobite 50 evrov na mesec, pa tudi, če delate par dni doma, ne štejemo vsak dan posebej, ker seveda, če kupite mesečno karto, ni nič menj, če kakšen dan ne boste prišli, se pravi, to vam pač pripada, se pravi, da bi rekel, moramo zelo za to manjše potovanje na delo, veliko stvari premisliti, seveda v vsakem primeru pa je dobrodošlo. Jaz sem prej govoril pa samo o enem vidiku povračila stroškov na delo, ampak je treba to širše razmisliti in pretehtati veliko različnih vidikov. Hvala. Bom, ker sem malo to prevzel, torej ura je že malo čez 5, vzeli bomo 2 vprašanji še na hitro, ampak zelo hitro. Tolmački sta od 9 naprej v pogonu, moramo malo varčevati z njuno energijo, kjer jo rabimo do petka, tako da res... Thank you. I have rather a comment than a question. I really doubt the necessity of development of electric cars, like private cars, because first of all, they are not so environmental friendly until our energy system is not carbon neutral. And look into the energy strategies of European countries, I really doubt that it would be so till 2050 when it is supposed to be. It's the first. Second, you mentioned that as far as population of Slovenia is getting older and older, there is more necessity of rides from door to door, and this is also not and electro cars are not also the solution of this issue, because we can improve and make more inclusive public transport, so those people can use wheelchairs
easily to ride by, for example, trolley bus, train, and then use those wheelchairs to go home. So it will decrease the carbon footprint of each ride. And unless our energy system and our electric transport is charged by fossil fuels, it's the only way to decrease the carbon footprint of our rides is to increase the efficiency. I mean, the only way to do it is to use the transport which can ride as much people as possible. And it can be provided not with car sharing, which is also better. Okay, I'm ending, which, okay, so we need to use big public transport, and there are some needs when, there are some cases when we really need to use a car, but for these cases, it's better to have some car sharing, carpooling, because cars are not only stuck in traffic jams, but they also occupy the space while they are not on a ride. So yeah, thanks. Ja, jaz bi sem tukaj rekla, da se strinjam z vsem, kar si povedala. Seveda uporabljajo prostor, javni prostor, ki je mnogo biti zelo pomemben, in seveda je treba najprej narediti infrastrukturo za aktivno za hojo, za kolesarjenje in pa za javni potniški promet, ker če ti narediš in pa primerno to infrastrukturo tudi za recimo gibalno ovirane, ker če ti narediš infrastrukturo primerno za vse skupine, je potem lahko res uporabljajo vsi. So pa pač primeri, ko imamo razpršeno poselitev, ko se pa pač javni prevoz verjetno ne bo splačal, in o tem sem takrat govorila. No, seveda se tudi jaz strinjam s temi, se pravi jasno o trajnostni mobilnosti, govorimo najprej peš, pa s kolesom, pa z javnim prometom, pa če pa res treba, pa z avtom. Prej so bila mogoče vprašanja malce drugače zastavljena, pa nismo tega poudarka dovolj jasno povedali, ampak za tisti del, ko pa že so pa nekatere poti, ko se ne moremo izogniti osebnega avtomobila, seveda boljše je car sharing, v tem primeru je pač boljše, da je pač električen kot kaj drugega, ampak seveda mora biti tudi drugi pogoji izpolnjeni. Še vedno pa zaradi bolj učinkovitega motorja stvar boljše, tudi če elektrika iz fosilnih virov nekoliko bolje. Čeprav so pa tukaj izračuni različni, nisem jaz ravno strokovnjak za to, ker je vprašanje, koliko upoštevamo raznih stroškov pri proizvodnji baterij, okoljskih škod in tako naprej. Tako da se strinjam, da ni glavna rešitev električni avto, ampak druge oblike trajnostne mobilnosti. Yeah, thank you very much for your insights. I had a question regarding civil society engagement. You were saying that driving the car for many hours doesn't add life quality for most people who do it, but still most of the people continue driving their cars for long distances. So my question is, what are your thoughts and perspectives on how we can increase the number of people, be it high income or low income, who would support more sustainable mobility in general, who would demand this kind of mobility, because that's surely what's needed to get there. Ja, mislim, da najbolj učinkovita pot je ta, da alternativne možnosti naredimo privlačne in da ljudem pokažemo, kaj pa je prednost alternative. Se pravi, jim rečemo, pogledajte, če boste šli z javnim prometom, potem lahko čas na vlaku ali avtobuse izkoristite za branje, delo, počitek. Če sedite za volanom, potem je ta čas izgubljen. Se pravi, tudi če v javnem prometu porabite več časa, ta čas ni izgubljen, ker lahko tam delate ali počivate, medtem ko pa čas za volanom je pa izgubljen, pa še nervozen ga vas dela, če ste v nekem zastoju. Se pravi, da pokažemo neke take prednosti. Seveda, da lahko te prednosti pokažemo, mora tudi javni promet biti dovolj kakovosten, se pravi, moramo to
kakovost izboljšati. Seveda dobro je tudi, da je ljudje vedno kot glavno oviro, zakaj ne uporabljajo javnega prometa, navajajo pač čas, se pravi, treba je izboljšati časovno konkurenčnost javnega potniškega prometa. Tako da recimo na neki relaciji, kot je Maribor-Ljubljana, da dejansko bi vlak prišel hitreje, kot pa pride z osebnim vozilom, kar pa pomeni tudi bistveno izboljšanje infrastrukture. In seveda včasih tudi na kakšne druge prednosti opozoriti, recimo jaz kot planinec mi je všeč, če ko grem v hribe, da se mi ni treba vračati na izhodišče, pa grem nekam drugam, ne. Se pravi, če greste v hribe, uporabite javni promet, ker vam to omogoča, da se ne vračate na izhodišče, ali če greste zvečer ven, lahko spijete kakšen kozarček vina več, pa nimate težave, ne. Seveda je treba to spet previdno povedati, da ne bi zdaj spodbujali kakšnemu alkoholizmu, ampak vendarle, ne, bi rekel, predvsem opozarjati, malo ljudi bo spremenilo navade samo zaradi tega, da bomo trkali na njihovo zavest, ampak jim je treba pokazati, bi rekel, prednosti, alternativne možnosti, oziroma če greste v službo na aktiven način s kolesom ali peš, bo tudi to del dnevne rekreacije. Se pravi, najprej greste peš 4 ure do avtobusa, se rekreirate, potem pa sedite v avtobusu, kjer lahko berete knjigo in tako naprej. Se pravi, da pokažemo neke take prednosti. Jaz bi sem še en stavek dodala, da v bistvu mi kot nevladna organizacija smo spodbujali 15-10 let nazaj, da pač ne ljudje uporabljajo javni potniški promet, pa smo pa prišli do tega, da bi ga z veseljem uporabljali, marsikdo pa ga pač nima na voljo. In sploh recimo tle v ljubljanski urbani regiji je zelo velik potencial za javni potniški promet, kapacitete so pa zelo nizke. Mislim, da so naračunali, da lahko prepeljejo v konici samo vse dijake v šolo. Tako da, če želimo, moramo začeti delati sistemske spremembe in vlagati veliko v javni potniški promet in pač dobiti enega resnega zagovornika javnega potniškega prometa, ki ga pa zdaj v bistvu ni in ga vsi dajo na stranski tir. Ja, hvala obema govorcema. V bistvu smo že malo čez uro, tako da bi na tej točki kar zaključila. Okroglo mizo bi se pa še posebej zahvalila tolmačkama, da sta vztrajali tako dolgo in se opravičujemo, da smo zavlekli. Hvala.